Spremembe v delovanju oddelka za psihiatrijo v času epidemije so, moram reči, precejšnje. Torej sam sprejem pacientov ali na ambulantno obravnavo ali na sprejem v bolnišnico je seveda podvržen uporabi zaščitne opreme strani osebja, vzpostavitvi stopnje oziroma infotočke, pridobivanju anamnestičnih podatkov in podatkov o tveganju za eventualno okužbo strani pacientov, ki prihajajo na obravnavo in pač upoštevamo vsa merila, ki so za to potrebna. Kar se tiče sprejemov pacientov v bolnišnice, je pa sprememba ta, da je vsak pacient, ki je sprejet v bolnišnico, obravnavan v sivi coni oddelka, ki je del COVID psihiatrične enote, do negativnega brisa PCR testa in je potem nameščen na enoto, na katero spada glede na patologijo, kar je pa potem že enak sistem, kot je bil pred epidemiologijo. Pacienti za psihiatrično patologijo, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in imajo COVID, so pa v celoti oskrbljeni na oddelku za psihiatrijo v rdeči coni COVID enote z vsem podpornim zdravljenjem, ki ga zahteva sam COVID. Seveda do mere, v kateri bi pacient eventualno potreboval intenzivno nego, v tem primeru pa se ga seveda premešča na intenzivno COVID enoto UKC Maribor. V času epidemije na oddelku za psihiatrijo normalno in na enak način funkcionirajo vse enote, ki so potrebne za urgentna psihiatrična stanja, to pomeni vsi sprejemni oziroma intenzivni oddelki, vključno z geriatričnim oddelkom. Enota za forenzično psihiatrijo deluje nemoteno in enako kot prej. Ne delujejo pa enote, ki obravnavajo paciente v okviru rehabilitacijskih in nadaljevalnih programov, in sicer je enota za bolezni odvisnosti tista, ki ne deluje trenutno, kar pa ne pomeni, da ne sprejemamo akutnih stanj s področja odvisnosti. To pomeni vsa delirantna stanja, potem vse težje odtegnitvene stanja in podobno, vse, kar spada v sklop urgentne psihiatrije na tem področju, pa seveda funkcionira. Del enote za nadaljevanje zdravljenja in rehabilitacije je zaprt, število je zmanjšano teh postelj za polovico, medtem ko ostali oddelki delujejo. Enako tudi ne deluje rehabilitacijska obravnava starostnikov oziroma psihogeriatrija v tem neintenzivnem delu. Razlike v delu osebja in tisto, kar je trenutni problem, je seveda, da je del osebja iz oddelka za psihiatrijo razporejen na COVID enote UKC-a, kar pomeni manjko osebja. Naslednja stvar je, da seveda delo v intenzivnih enotah pod zaščitno opremo, predvsem pa na COVID enoti, je oteženo, torej vsa priprava, uporaba zaščitnih sredstev in tudi konkretno obravnava pacientov se podaljša. V primeru uporabe posebnih varovalnih ukrepov je zelo težko delati z vso varovalno opremo, da je to delo varno, tako za pacienta in seveda tudi za osebje. In tisti moment, na katerega smo ves čas pozorni, je seveda, da smo zelo natančni pri upoštevanju vseh varnostnih meril in pri tem, da ne pride do vdora virusa v bele cone intenzivnih enot. In do zdaj se nam še to, hvala Bogu, ni zgodilo. In tudi okužbe, na primer osebja na COVID enoti so nične, torej da bi prišlo do prenosa okužbe iz pacienta na osebje in obratno tudi ne. Naslednja stvar, ki je v tem trenutku aktualna in je zanimiva, je, da osebje v velikem deležu izraža strinjanje oziroma pripravljenost na cepljenje proti COVID-u, kar se mi zdi zelo pomembno, saj to na dolgi rok omogoča, bom rekel, skoraj normalno delo, če je populacija osebja precepljena. Če pa gledamo število obravnavanih pacientov v bolnišnici, torej sprejemov in odpustov, smo za razliko od preteklih let za 10 do 15% nekje opravili manj sprejemov. Ambulantno delo
ne poteka v rednih ambulantah, s tem, da je pa seveda vsem pacientom, ki so naročeni v redne ambulante, bila sporočena možnost kontakta z izbranim psihiatrom ambulantnim v ustanovi, da ga v primeru poslabšanja stanja pokliče, kontaktira z njim po elektronski pošti in da gre za poslabšanje, kjer je potrebno ukrepanje, se seveda pacient naroči na pregled, ki se tudi fizično izvede, če seveda ni mogoče pregled po telefonu. Razlika, ki jo vidimo za čas pred epidemijo v patologiji, katero obravnavamo, pa je, da beležimo seveda razumljivo kot posod po svetu več stanj, ki so prilagoditvena in so vezane na samo situacijo z epidemijo, torej kriznih stanj, anksioznosti, tudi depresivnih, reaktivnih stanj, tudi povečano samomorilnost, zaradi splošne situacije, seveda od pacienta do pacienta različno, kaj je vzrok, konkretni vzrok je sprožil potem neko takšno simptomatiko. In tu se pozna razlika. Trenutna razmišljanja so pa v celotnem OKC in tudi na oddelku za psihiatrijo seveda sedaj usmerjanja v to, kaj bo prinesel čas po epidemiji, po drugem oziroma tretjem valu, kar pomeni seveda nadomestiti izpadle obravnave, ki so bile v tem času prekinjene in niso potekale, kot bi morale. To pomeni vsi kronični redni pacienti, ki jih nismo obravnavali, jih bo potrebno seveda obdelati za nazaj. Hkrati se bomo soočali verjetno z podobnimi prilagoditvenimi težavami tudi post festum, po tej epidemiji se ni pričakovati, da bi se socialne oziroma družbene razmere po epidemiji v enem dnevu izboljšale na predhodno raven in bodo ljudje zaradi izgub službe, finančnih težav, zaradi bivanja v nekem družinskem okolju, ki ni vedno idealno, te posledice nosili še seveda tudi po epidemiji. Pa še ena stvar, na katero bomo morali biti pozorni, pa ne sem znotraj oddelka, ampak verjetno v celotnem zdravstvu, je, da so ekipe, ki že mesece delajo brez predaha z minimalnim številom dopusta na COVID enotah in na intenzivnih enotah. V bistvu gre za zdravstvene delavce, ki mesece in mesece delajo dan za dnem in noč za nočjo in to na dolgi rok, če ne izgorevanja, prinese vsekakor neko posledico. Ne? In v zdravstvu, ali pa če gledamo oddelek za psihiatrijo, mi nimamo osebja, ki bi da bi z njim nadomestili ljudi, ki so, bom rekel, že na meji pregorelosti, ker rezerv v sistemu že prej ni bilo, zdaj je pa še toliko manj. Trenutno se nahajamo pred sivo cono, to je vstopna točka v sprednji oddelek, kjer so najprej sprejeti vsi pacienti, kjer se jim odzame ta oba brisa, hitri antigenski test in pa PCR bris. Pa gremo kar naprej. Potem, ko prije pacient k nam na oddelek, je najprej sprejet v sobo 6, kjer se mu odzamejo ta oba brisa, tako hitri antigenski bris kot PCR bris. V tej sobi počaka tako dolgo, dokler dobimo rezultate hitrega antigenskega testa in potem gre pacient ali v moško ali v žensko sobo, če je pacient negativen. Tam počaka nadaljnji bris, PCR. V primeru, da je pacient že takoj v štartu pozitiven na hitri antigenski test, pa gre v sivo cono, ker imamo za to pripravljene posebne sobe. V rdeči coni se potem ne more taki pacient mešati z že potrjenimi pacienti, ki so PCR pozitivni. Tukaj vidite zdaj naš predprostor, kjer lahko opazujemo paciente, ki so potrebni stalnega nadzora oziroma nadzora z naših strani. Tu vidite tudi kolega, ki se pripravlja zdaj počasi za vstop v ta prostor. Nekaj varovalne opreme že ima nadete na sebe, ostalo pa še bo pomagal kolega.
preden vstopimo v rdečo cono, si tukaj tudi vse pripravimo. Nato odnesemo to s sabo k pacientu. Kolega si zdaj namešča masko, ki je primerna za zaščito. Kolega bo sedaj vstopil v rdečo cono, kjer imamo COVID pozitivne paciente. Vstopi previdno in za sabo takoj zapre, zato da ne bi prišlo do kakega vdora virusa v čisto cono. Ja, že pripravila. Matej, prosim pripravi 10 kapljic Haldona za gospoda.